V redu, upam, da ste uživali v projekciji. Na odru sta pa zdaj filmski kritik Igor Harba in profesionalni gamer Žiga Jereb. Hvala, da ste si vzeli čas in upamo, ja. Živa. Igor, videli smo najnovejši film Stevena Spielberga, režiserja, ki je v bistvu izumil filmski blockbuster. Po žrelu je posnel še veliko drugih priljubljenih in dobičkonosnih filmskih uspešnic, ki jih vsi poznamo, kot so E.T. Vesoljček, Indiana Jones, Jurski park. Kaj dela njegove filme tako posebne in privlačne za občinstvo? Spielberg je razložil, da on na filme gleda kot na neko vrsto osebne terapije in vloži v bistvu več na nek podzavestni način srca. Recimo film E.T. je način, kako je on prebolel ločitev svojih staršev, kako je to procesiral, ne vem, 20-30 let kasneje. Ne? In zna en ta otroški občutek najti v teh filmih, da so zabavni, da ni samo akcija, ampak je zabavno. Indiana Jones ni zgolj iskanje teh klujev arheoloških, ni zgolj zgodovina in ni zgolj pretepanje, ampak je nek čaroben miks vsega tega, ki da neko krasno doživetje, razen četrtega dela, ki je zanič. Njemu tudi ne rata vedno. Ne? Jurski park so ogromni dinozauri, ampak je hkrati otroška zgodba o tem, kako se rešiti in vse to. In to je nekaj, kar on zna. In na nek način je to uspel tudi prenesti na resne filme, v Schindlerjevem seznamu in podobno, in Münchnu, recimo, ki res povedo nekaj več. Ne? Tako da je. Vemo, da se dobro znajde v različnih žanrih, kot so pustolovski filmi, vojne in zgodovinske drame. Med njegovimi deli najdemo tudi animirani film. Zelo pogosto pa se spodgleduje znanstveno fantastiko. Kam bi uvrstil v temu njegovemu opusu Igrali številka 1? Ja, to pa je zelo zanimiv pristop. Zdaj, znanstveno fantastiko je on praviloma je malo kot zelo resen žanr. Bližnja srečanja tretje vrste je zelo tak kubrikovski, pa AI potem še bolj, zelo transcendentalno, kje smo, kam gremo, kaj je vse zunaj. Ne? Potem E.T., kot sem prej rekel, je otroška zgodba o prebolevanju ločitve. Tale Ready Player One pa je najbližje posebnemu poročilu, ampak je obdržal eno izjemno pozitivno noto. Zdaj, posebno poročilo je depresiven film, sploh ko razmisliš o koncu, ki sploh ni srečen konec, ampak je brutalno grozljiv konec. Tukaj pa imamo pravi srečen konec. Zdaj, knjižna predloga nima čist tega pozitivnega sporočila, tam ni možnosti izklopa Oasisa za četrtke in torke in resničnost je hujša. Tam je recimo en od ključnih razlik je to, da Oasis ni zgolj igrača, Oasis je kamor hodijo ljudje v šolo in v službo. In ti centri lojalnosti niso nekaj, kjer potem igraš neke igrice, ampak recimo je delaš v klicnem centru, ne? Ali pa nekaj podobno res mislim, dušo ubijajočega. Medtem ko tukaj je pa se odločil, da je ta film vseeno bolj namenjen mlajši publiki, bolj igričarski in je tole pozitivno sporočilo ostalo not zaradi tega, da tudi pove otrokom, gledajte v torkih pa četrtkih, sklopite PlayStation in idite malo ven. Tako da je tu nekje med potem, ne vem, Jurskim parkom pa posebnim poročilom. Žiga, ti si pa vodja najboljše slovenske ekipe v League of Legends. Koliko časa si potreboval, da si prišel na ta nivo in ali je to podobno razburljivo kot to, kar smo videli v filmu? Mislim, toliko razburljivo glih ni, ampak začel sem igrati 2012, pa pač vsi, ki začnemo igrati, smo zelo slabi. In pa rečemo po 1-2 letih sem rekel, ok, bom to malo bolj zares igral, tako malo več kot 1 ali pa 2 igre na dan.
Pol so se pa, no že prej so bila ta tekmovanja, ki jih dela Speed-C pa Gaming-C, ki greš rečemo na pač na različna tekmovanja, ki preneseš ali svoje računalnike ali so pa že tam. In pač v League of Legends rabiš 5 igralcev naenkrat, tako da bo treba tudi skupina delati. In pol so tam pač razne zamere, fovšerije, jaz ne bom s tem igral. Ja, in pol smo 2 leti bili rečemo tretji, četrti, smo se dosti v redu razumeli s skupinam, ampak pač nismo bili pa najboljši, tako da smo se na koncu rašli. Pol sem pa začetek 2016, do sredine leta sem že kar v redu ekipo naredil, pol pač so bile zamere, eni se niso marali, ne, in sem pač ostal brez ekipe spet in sem mogel na koncu leta, sem pa rekel pač enim, ki se prej nismo marali, sem rekel, ok, pobotimo se, pojmo skupaj igrati, lahko premagamo une, ki sem iz ekipe vrgal. Fovšerje. In pol smo pač šli na turnir, smo ga zmagali in zdaj smo pač rekli, da bomo skupaj ostali. En je šel igrati za italijansko skupino, tako da nima časa, pa smo ga zamenjali in zdaj smo še kar najboljši. Kako si pa doživel film? Si se mogoče poistovetil s kakšnimi liki, motivi ali pa referencami? Mislim, ta glaven lik je pač na začetku se je videl pač ta razvoj, ki najprej hotel vse sam narediti, ne, da ne rab nobenega. Pol je pa spoznal to punco, valjda se je zaljubil. In pol je pač, ja se vidi, da je videl, da je rabil 5 ljudi, da mora ratati, tako kot pri nam, ki nas je 5 in pač ne moreš sam, nasploh ne v teh časih, pa tudi v teh igrah, ko so zdaj. Ma mogoče kdo v publiki kakšno vprašanje? Ne? Okej. Igor, igralec številka 1 je poln popkulturnih referenc, ki to je že nekaj časa trend v več področjih zabavne industrije, ampak gre ta film mogoče v tem še kakšen korak dlje. A bi lahko to komentiral in a misliš, da lahko gledalec v tem filmu enako uživa, če ne pozna teh referenc oziroma kaj filmu ostane, če te reference nekako vzamemo stran? Ja, zdaj najprej, to sem prebral, dejansko so za to, da so vse te reference lahko not, imeli ekipo odvetnikov, ki je 2 leti delala na tem, da so podpisali vse pogodbe in recimo Vojne zvezd niso uspeli vključiti, razen da so omenili Milenijski Sokol in Padawan in še enih par takih stvari, kar je hecno, zato ker negativec je isti kot v predzadnjem Vojni zvezd, tako da bi lahko še kaj naredili na tem. Zdaj jaz mislim, da tukaj konkretno je Spielberg naredil film, kjer ni potrebe potem, da se fokusiraš na reference, ker niso ključne. Tiste, ki so ključne, jih že razložijo in kakorkoli. Drugače pa, če se hočeš ubadati s tem, koga vse vidiš v množici, ki mimo teče, od Freddyja Krugerja do tistih iz Halo, Warcraft, Starcraft, ne vem, King Kong, Jurski park, lahko, je to zabaven način gledanja filma, lahko pivsko igro z tega narediš, če si študent, ampak ne prinese toliko k filmu, koliko pač eno lepo narisano ozadje in nedavno sem bral primerjavo z igrico Razbijač Ralf, da tam brez referenc uspe še boljše igričarsko vzdušje ustvariti. Ja, ampak tudi s tem ni nič narobe in mislim, da je to krasno. Je pa ena stvar, ki je v knjigi not in mislim, da so v filmu nameravali narediti, ki bi meni osebno se zdela briljantna, pa niso. In sicer Ogden Morrow, ki ga igra Simon Pegg, tale klub, v katerega grejo, v knjigi je to njegov klub. In to, kar se tam zgodi, je dosti podobno, ampak on je DJ v tem klubu. Simon Pegg, njegova prva vloga, s katero je prišel, postal slavn, je bila v seriji Spaced, kjer je igral bivšega DJ-ja in tudi Shaun of the Dead je on bivši DJ in se mi zdi, da tako, dajte no, vsi, ki smo fani Simona Pegga, pa smo ga res hoteli videti še enkrat kot DJ-ja. Tako da to se mi zdi ena malo zamujena priložnost, ampak okej, ne. Pred kratkim si posnel tudi video esej o virtualni resničnosti v filmih, ki si ga lahko tudi ogledamo na Vimeo.
Kako se ti zdi ta tematika virtualnosti in vsega tega predstavljena v tem filmu? Zdi se mi zanimivo, gre za precej osnoven kiberpunkovski moment. Šele zdaj imamo tehnologijo za filme snemati, ki omogoči to prikazati. V literaturi je 84. izšel neuromant Williama Gibsona, ki bolj ali manj z besedami opiše točno tak svet, točno tak zgrajen. Vsi poskusi to spraviti na film so bili smešno slabi, z izjemo najbrž Matrice, ki je en malo bolj direkten interfejs vključevala. Zdaj sam VR kot kino ali pa kot igre pa je tak, da v bistvu smo kot že zadnjih 20 let en korak od tega, da bi to bilo to. Zdaj spomnim se enkrat v 90-ih si lahko, mislim, da Doom igral, tako da si imel nek vizor že, ampak je bila obupna slika. Danes je to, lahko igraš, ampak rabiš zelo močen računalnik, zelo drag, da bo delalo v redu. In podobno je tudi z VR filmi, ki so trend bili zadnje leto, ampak spet upadajo, zato ker še avtorji filmski niso ugotovili točno, kaj vse lahko s tem naredijo, še tega jezika se niso naučili, hkrati pa tudi, če si hočeš ogledati tak film, rabiš spet nek dosti drag setup in ni toliko udobno kot na telefonu, pač enostavno Netflix klopiti ali pa iti v kino. Tako da VR je vedno, že zelo dolgo ena tehnologija, ki je skoraj smo tam in enkrat najbrž bo nekako tako izgledalo, ali pa ne, ali pa bomo ostali na tem, da bomo imeli telefone še vedno. Kaj pa ti meniš, kak je z VR igricami? V bistvu? Mislim, ja, zdaj so še res slabe, ampak pač gre zelo hitro, pač skozi boljše ratujejo in to skozi hitrejš. Zdaj glih največja firma za grafične kartice pa opremo je pač naredila grafične kartice, ki stanejo $8,000 in so 4 skupaj povezali in so naredili pač ceno iz igrice, kada če bi gledal ta nov Star Wars film, pač mogoče 1% razlike, ampak da pa celo tako igrico narediš, pa da je pač za vse dostopno, to bo pa še trajalo 5-10 let po mojem. No in ko smo že na temi nekako virtualnega sveta, kako pa ti manevriraš ga med virtualnostjo in resničnostjo, je tvoj življenjski slog podrejen virtualnemu svetu? Mislim, sem 4. letnik gimnazije, razredničarka že malo skrbi, ampak ja, pač šola je prioriteta, tako da najprej morajo biti ocene zrihtane, ampak pol pa ja, več časa posvetim igrcem, kakor pa šoli, ker je pač tudi moj plan zdaj, da grem, vpisal se bom na faks, ampak pač tudi, če bom sprejet, je plan, da grem pač ali v Nemčijo igrati, zdaj me tudi Avstralija zanima, pa pač da vidim, če lahko za 3 do 5 let igram v Ameriki ali pa Nemčiji, pa študirati naprej, čeprav. Kaj pa Koreja, ni to nekako najbolj vroča scena? V Koreji je plača tako 70-90 tisoč evrov na let, v primerjavi z Ameriko, ki je povprečno 300 tisoč, največ je pa tudi 1 milijon na let, ampak Korejci pač igrajo 16 do 20 ur na dan, spijo 4 ure in so pač tudi najboljši, oni ne rabijo igralcev iz recimo Evrope, pa tudi pač noben se noče korejske učiti. Evropejci pa pač uvažajo Korejce, jih zelo dobro plačujejo, Američani tudi in pač imajo tiste milijonske plače itd. In pride do problemov, da se ne razumejo z ekipo, da so pač predobri za ekipo, da se skregajo, ali pa pač niso dosti dobri za svojo ceno. Ampak v Koreji je bilo nekaj časa zgolj Starcraft, a so razširili nabor? Te RTS igre so bile popularne zato, ker pač je bilo za eno osebo, ni bilo ekip in pač je bilo res pač, ko hitro si s prsti, pa ko hitro sproti razmišljaš. Zdaj pa pač League of Legends je tam prioriteta. So tudi najboljši, že vsa leta so zmagali, razen čisto prvo sezono, to je bilo 2011 in pač za ta let jim še tudi kaže, da nimajo sploh konkurence. Jaz mislim, da tudi pri njih obvezno vojsko lahko služiš tako, da igraš, ne? 3 leta.
nekaj takega. Pri 25. si nujno poklican v vojsko, se mi zdi, čeprav enim se je že zgodilo, da jim je to upravičen, ali so se zmenili, ali ne vem kaj naredil sem. Za kakšne, ki so že šli v Ameriko, so jih pa tudi nazaj v Korejo poklicali. To je bilo na začetku Lola, zdaj je pa zelo razvit, ki je tudi priznan kot šport, karijera, vse, se mi zdi pa, da se lahko že upraviči od tega. A si tisti, Ja, seveda. Rečemo, zdaj, ko z enimi Nemci igram, pa če igram Slovenci v slovenski ekipi, pol pa še za Nemca igram, pol pa še vsak igra sam, ki ga da s 3 do 4 igralci iz kjerkoli pač igrajo. Tako da imaš, rečemo, 3 različne stvari, ki jih moč igrati in vse moč vaditi. Tako da, če imam čas, se zgodi, da tudi do 6 do 8 ur na dan. Za vikende še malo več. Tisti, ki so pa, no, razen če en dan pred testom ali pa 2. Tisti, ki pa res igrajo profesionalno, je pa vsaj 8 ur na dan, pol, ki pa vidijo, da to ni dosti, gre pa tudi do 16 ur na dan. To je velikokrat problem, rečemo, igra se tudi do pozno zvečer, zato ker zgubiš igro, hočeš skozi zmagati, pa iti spat, pol, ker si zmagal, ne. Tako da imam tudi prijatelje, ki igrajo do 4-5 zjutraj in včasih pač ne gre. Drugače pa, pač rečeš, ja, zgubil sem, a ne, ura 1 zjutraj, gremo spat in se počasi umiriš. Koliko je pa časovno to v primerjavi s tvojimi kolegi, ki so res dobri v nekem športu, ki trenirajo, ne vem, basket ali pa smučanje ali pa whatever? Dnevno je treba za te igrice, če hočeš biti profesionalci, treba veliko več časa vložiti, kot pa eni športniki. Tule tudi ni, skoraj da ni nobenega talenta, se v fuzbalu tudi ne, ampak mislim, tule rabiš res veliko časa vložiti, pa še manj šans imaš, kakor rečemo fuzbalerji, ker rečemo že v Sloveniji lahko od tega živiš, a ne, v skoraj vsaki državi se mi zdi, da lahko od tega živiš. Pri nam tega ni, rečemo, pri nam so nagrade, ena tipkovnica za 200 evrov, saj pol jo lahko prodaš, a ne. Ampak zdaj pa že dela gaming si turnirje, ki rečemo tudi 800 evrov za zmagovalno ekipo, ne, tako da počasi gremo, ker zdaj je že meni si, da Telekom ali Telemach vložil. To pa ni dejstvo, samo tako so mi rekli, pa da je BTC kupil eno organizacijo, ki dela te turnirje, tako da bojo po moje zdaj že zelo velike nagrade tudi v Sloveniji. Ima še kdo kakšno vprašanje za kogarkoli od njiju? Ja, omenil si, da je, ne vem, plača tudi do milijona, ne. Kdo, kaj gledajo to ljudje, potem so nekaj oglasi ali kako, od kje se tukaj pač ustvarja ta dobiček ali pa profit, no? V filmu so tudi omenili eno stran Twitch, da so ono punco vsi gledali na Twitchu, ne, in pač tam tudi profesionalci livestreamajo, pač downloadaš OBS, rečemo, in pol pač ali vse, kar imaš na zaslonu, livestreamaš itd. In pol je na strani še oken, kjer lahko ljudje pač pišejo noter. In pač zdajle je en livestreamer Ninja, ki ima tudi po 150 000 gledalcev istočasno. Pol je en dan z Drakeom igral, je imel 600 000, en španski youtuber, ki ima 28 milijonov subscriberjev, ga je gledal 1,2 milijona ljudi istočasno in pol imajo pač na temu reklame za vse, ki pridejo, pa še vmes so reklame, pol imaš donacije, sponzorstvo. Za profesionalce je pa tako, da pač imaš tudi na Twitchu, pa na YouTubu, pa še na kakšnih platformah imajo pa livestreamane te turnirje in rečemo svetovno prvenstvo je tudi že par milijonov ljudi gledalo in na temu so pač tudi reklame, pol ima vsaka ekipa ima svoje sponzorje, pa še pač Riot, ki dela to igrico, da tudi minimalno plačo že sami od sebe $75,000, v Evropi bo pa 60,000 evrov ta let, ko se začne. Ta let bo v Evropi tudi franchising narejen, to je tako, kot rečemo v Ameriki v NBA-ju, ki imajo vse ekipe pač svoj slot in pač ne moč izpasti, tudi če vse igre zgubiš v sezoni, ne moč izpadeti in imaš revenue sharing, tako da ves denar, ki se skupaj nabere, se pa razdeli v ekipe, pač tisti, ki so na vrh dobijo malo več, oni na dnu pa malo manj in od tega pa pride denar od vsega, pa prodajo še svoje majice, kape, karkoli in vse nabere. Tam zadaj je še nekdo dvignil roko, a ne?
Omenil si, oziroma bolj me zanima, kako si prepoznan oziroma kako te ljudje najdejo kot enega igralca, ki skozi sam igra. A mene kako najdejo ali kako te ekipe najdejo, da bi igral za njih? Recimo, kako te ekipe najdejo. Rečemo, pri LOL-u je tako, da ponavadi napišeš, rečemo tako, ko sem jaz igram že 3 leta, imam toliko izkušenj na turnirjih, sem to pa to naredil. In pa objaviš v Discordu, ki je tako kot Skype, sam da so skozi narejene skupine, ali pišeš direkt ekipam, ali pa pač, če poznaš kakšnega menedžerja, itd., ga pač prosiš, da pošlje ostalim ekipam. Jaz sem igral 2 dni nazaj, se mi zdi, proti najbolj znanem Nemcu na Twitchu, ki je livestreamal pred 6000 ljudmi, so tudi v najboljši nemški ekipi. In je pač igral z enim svojim prijateljem in je omenil, da se me spomne. In pol je 6000 ljudi zanimalo, kdo sem, zato ker sem 2-krat pred njemu igral in pol sem pač njegovemu prijatelju na Twitterju pisal, ker je rekel, naj mu pišem. In zdaj sta me že 2 ekipi nemški iz prve lige followali, tako da ja, zdaj čez 2 tedna bo konec njihove sezone in pol bom imel mogoče pač tryoute, da za njih igram. In pol bom videl, rečemo, gremo v Nemčijo, bojo dosti plačali, grem pa pač na faks, ali pa če bo iz kje drugje offer. Ker pač rabiš veliko sreče, ampak tudi rabiš se dokazati in pol moraš pa pač še vedeti, koga vprašati, pa kaj napisati, pa pač, ja, kako se sploh lotiti. Še mogoče, kako ti vidiš razliko med Eastom pa Westom v Evropi? Pač v Evropi imamo 2 serverja, imaš Europe, West pa East, začelo se je vse na Eastu, pol so pa pač profesionalci, sploh zato, ker se vse dogajalo v Nemčiji, Franciji, Španiji itd., so se prestavili na East, ker imaš pač, na West, in imaš pač razlike v pingu, ker rečemo igraš, na Westu igram jaz 0,38 milisekund delaya, pač pritisneš in pol rab toliko časa, da se to zgodi. Na Eastu je pa rečemo 30 in pač za nas, ki smo v Sloveniji, je lažje na Eastu igrati, ampak zato, ker so se pa vsi profesionalci pa ekipe prestavili na West, so šli tudi vsi dobri igralci, ki se hočejo dokazati na West. Ker rečemo, če si na Eastu, če si ta prvi ali pa 33 od milijona pa pod, kot sem bil jaz, je to pač vsem ekipam vsajen. Lahko omeniš, pa se jim fajn zdi, ampak pol moraš iti pa igrati še na West in moraš pač tam priti dosti visok, da pač vidijo, da je to dejansko kaj, da si dejansko kaj dosegel, ker pač na Eastu igraš pred najboljšimi serverji, ampak ni nobenega profesionalca tam. Tako da, kaj je svetovno prvenstvo, pa grejo vsi igralci, rečemo profesionalni, v Korejo. Pridajo ljudje, ki nikoli niso bili v top 200, kar naenkrat v top 50, zato ker nikoli niso igrali, no, ker pač ni profesionalcev takrat na serverju. Hvala. Koliko pa rabiš internetno povezavo, pa kak komp približno, da se pozna pri teh milisekundah in vsem? Mislim, en je glih naredil stran, ker se pač vidi razlika v teh milisekundah in rečemo imeti 0 pa 40, je ogromna razlika, pol od 40 do 70, 80 se skoraj da ne pozna. Pri 100 je še dokaj v redu, pa ki greš pa iz 100 na 150, to pa ne moč več igrati. Tako da ene 110, 120 bi se še dal, ampak ne moč pa sploh se primerjati s profesionalci. No, ampak koliko imaš pol recimo internetno povezavo in... Ja, jaz imam 50 dol pa 5 gor zdaj, ampak to so čist minimalni requirementi, lahko imaš tudi zelo slabo, ampak odvisen je bolj, rečemo, da ne igraš glih iz Azije, pa probaš v Evropi igrati. Računalnik rabiš pa čist osnoven, lahko že iz Hoferja pa je čist dosti, ker so pač se zelo potrudili, da je dostopen za vse. Igor, prišlo nam je na uho, da je tudi tebi blizu znanstveno-fantastična literatura. Prevajaš tudi znanstveno-fantastično klasiko Dune. Tudi igralec številka 1 je posnet po istoimenskem romanu, ki ga je napisal Ernest Cline, kot si že omenil. In on je tudi podpisan kot scenarist filma. In pogosto so bralci kritični do teh filmskih adaptacij. Kako se pa tebi zdi, da je Spielberg v bistvu, a je ujel ta v knjigi? Ja, tale... Tisto, kar sem že prej omenil, knjiga je dosti bolj temačna, pesimistična. Par stvari razloži, ki bi jih tukaj lahko, recimo, zakaj so te skladovnice. Pač v tem svetu ni več bencina, ni več energije, praktično ni več hrane in tako dalje.
tudi ni služb. In vsi so, edino, kjer se dobi pač denar, pa to so od države neke vrste univerzalni dohodek in zato so vsi prišli v mesta živeti, ker je lažje in so zbrali zadnji denar za bencin, se pripeljali z avto domov in jih potem začeli zlagati v skladovnice, zato ker je pač ceneje tak živeti. In pač to je razlog, zakaj to in potem se te tudi dosti hitro zrušijo lahko in pride do eksplozij, ker to pač so ljudje sami si skupaj naredili, ne, ni nič urbanistično grajeno. Tako da to je ena taka malenkost, ki tu mogoče manjka, ki bi razložila malo bolj, ampak en drug ta duh zgodbe, ker sem pa ga prej omenil to, zakaj igrati stvari, zakaj je fajn imeti te popkulturne reference, to se mi pa zdi, da je uspel ujeti in da se že film posebej izkaže tam, kjer gre proč od knjige, recimo ta scena s Shiningom, ki eno od tega ni v knjigi, so pač ene druge reference, ampak to se mi je zdelo, da je čudovito narejeno, sploh če si gledal film, če pa nisi, pa tudi te šokira, kam vse uspe age past in je zelo zabavno. Bi mogoče katerokoli od vaju še kaj dodal, če smo kaj pozabili omeniti ali pa vprašati, mogoče še koga kaj zanima. Aha, tam je ena roka. Kaj pa mama reče, ko cel dan igrate igrice? Mame pač zdajle nimam več, žal, ampak z očijem se je bilo pa pač, ki je videl, kakve so plače, pa da sem dejansko dober v temu, sem mu pač rekel, lej, toliko plačajo, imam šanso, mi že pišejo ekipe in pač prav dober bom, se bom upisal na faks in če mi pa rata, bom pa pač šel igrati in je rekel, da se mu to zdi čisto v redu, če si pač to želim in da me bo pač podpiral. Še kakšno vprašanje? No, pol pa hvala, da ste si vzela čas in hvala za odgovore. Prav tako se zahvaljujemo tudi vam, ki ste ostali z nami do konca in vabljeni, da se nam pridružite tudi na zaključni festivalski projekciji, ki se začne ob 8. Hvala. Hvala.